bo povedal naš podpolkovnik Klinar, kako recimo pripravlja alpince. Hvala, Peter. Glede na racionalizacijo je tudi v ta del določeno zarezala oziroma vpliva na naš potek priprav. Ne glede na to smo začeli s pripravami že pravočasno v preteklem letu in jih zdaj intenziviramo v letošnjem letu. Dejansko je predvsem za tiste vrhunske športnike, ki delo opravljajo v Slovenski vojski kot v športni enoti, za njih je ta del priprav poteka nemoteno v skladu z njihovimi programi. Kar se tiče ostalih športnikov, ki smo zaposleni v Slovenski vojski in se pripravljamo posredno na to prvenstvo, pa priprave potekajo v večjih disciplinah in na večjih lokacijah, tako da jih trenutno ocenjujemo kot zelo dobre in pričakujemo, da bojo tudi temu primerni rezultati. Pozdravljeni vsi skupaj izbrani. Zagotovo je pač vojaško svetovno prvenstvo eden večjih izzivov za športnika zaposlenega v Slovenski vojski. Je v bistvu to zadnje veliko tekmovanje v sezoni. Običajno pridejo tekmovalci in tekmovalke nekoliko utrujeni iz svojih tekmovanj svetovnega nivoja. Je pa res tako, da je super vzdušje običajno na vojaških svetovnih prvenstvih. Nekako vsi naredimo skupno analizo sezone, tako da jaz se zagotovo veselim, da nastopam, ne glede na to, da sem že upokojena, ampak verjemite mi, še kar sem aktivna. Zagotovo se bom potrudila po maksimalnih močeh parirati najboljšim na svetu. Kot smo slišali, udeležba bo močna, tudi v teku na smučeh in upamo, da bomo ponosni odšli iz tekmovanja. Hvala. Matej Oblak, vodja biatlonske reprezentance. Lahko samo to povem, da danes zastopam naše 4 biatlonce in pa tudi Uroša, ki so trenutno na Pokljuki na pripravah za svetovno prvenstvo v Rupoldingu, ki nas čaka. Tako da biatlonci smo v polni tekmovalni sezoni, pripravljamo se za vrhunec sezone v Rupoldingu, potem nas čaka še finale svetovnega pokala v Rusiji in pa takoj potem svetovno vojaško prvenstvo. Tako da lahko zagotovim, da bojo naši 4 tekmovalci sigurno vrhunsko pripravljeni in pa upam, da bojo pokazali tisto, kar najbolj znajo in osvojili kakšno medaljo tudi na Pokljuki. Jaz sem letos prvič pri alpincih in pripravljamo se, tako da upam, da bo proga taka, da jo bomo lahko normalno speljali. To je vse, kar bom zapovedala. Hvala lepa. Prav tako tudi jaz sem v bistvu prvič aktiven v tej reprezentanci. Upam, da bojo rezultati uspešni, tako da vse naj tudi ostali. Hvala.